naselje Seestadt v Dunajskem 22. okrožju. Pa ne naselje, približno 25 minut vožnje od središča Dunaja je v zadnjih 12 letih zraslo še eno mesto. It's the largest city development area, not only in Austria, but also in one of the largest in Europe. Na skoraj 2,5 milijona kvadratnih metrov površine je v preteklosti stalo letališče, danes pa ob umetnem jezeru v 4300 stanovanjih živi okrog 10.000 prebivalcev. Med vodenjem po naselju razlaga koordinator projektov v Seestadtu Gunter Lacher. People go for a little swim before work and or after work. 12 metrov globoko jezero je napolnjeno s podtalnico, voda se popolnoma zamenja enkrat na teden. Material, ki so ga izkopali, so uporabili za izdelavo betona, s tem pa pri gradnji naselja prihranili več milijonov evrov. Also the energy standard of the buildings is really high. Some of them are passive houses, the most of them are really low energy houses. So that spares money. Stanovanja so velika od 38 do 120 kvadratnih metrov, veliko se jih ponaša z zelenim balkonom ali teraso. Zelene so tudi nekatere strehe, tam lahko prebivalci vrtnarijo, na eni od streh je urejen celo plavalni bazen. Na javnih površinah prevladujejo parki in igrišča, veliko je manjših trgovin in gostinskih lokalov, motornega prometa pa je znotraj naselja zelo malo, saj lahko vse potrebne opravke prebivalci opravijo peš ali s kolesom. Everybody who comes to the Seestadt, in the welcome package there's a trolley for shopping. Trajnost je bila vodilo tudi pri načrtovanju javnih ustanov, tako modernega in nizkoenergetskega vrtca ne boste našli nikjer drugje v Avstriji, je prepričan Lacher, enako velja za osnovno šolo. Ta je obenem tudi ena največjih v državi, razlog za to pa je demografija naselja, saj skoraj 30% prebivalcev še ni dopolnilo 18 let. We have a lot of children in the Seestadt because the rent is so low. Za najem kvadratnega metra stanovanja v Seestadtu večina prebivalcev odšteje le 9 evrov na mesec. Za 38 kvadratnih metrov veliko stanovanje, torej dobrih 340, za 65 kvadratno stanovanje 585, za največje v izmeri 120 kvadratnih metrov pa nekaj več kot 1000 evrov na mesec. Ob tem ne pozabimo, da minimalna plača v Avstriji znaša 1500 evrov neto, povprečen Dunajčan pa na mesec zasluži okrog 2800 evrov neto. Kako je vse to mogoče? Kar 82% stanovanj v Seestadtu je neprofitnih, zelo majhen delež pa jih je prepuščenih trgu. Po ocenah Organizacije Združenih narodov bo do leta 2030 v mestih živelo že 60% svetovnega prebivalstva, zato so mesta postavljena pred številne velike izzive. Kako ob strmem naraščanju števila prebivalcev postati varnejši in odpornejši, kako bolj trajnosten in bolj vključujoč. In tudi na Dunaju število prebivalcev vsako leto naraste za približno 10.000. A tukaj jim ni bilo treba odkrivati tople vode, kajti če želimo razumeti njihovo uspešno stanovanjsko politiko, se moramo vrniti približno 100 let v preteklost. Na začetku 20. stoletja je na Dunaju živelo več kot 2 milijona prebivalcev, kar je več kot danes. Dunaj pa je bil poznan kot evropska prestolnica z najslabšimi stanovanji. Približno 300.000 prebivalcev ni imelo dostopa do dostojnih bivalnih prostorov, zato si je dunajska vlada po prvi svetovni vojni odločno prizadevala za izboljšanje življenjskega standarda. Njihovo načelo se je glasilo: stanovanje ni dobrina, stanovanje je pravica. Koliko ste stari, kaj počnete, s kom in v kateri mestni četrti živite, nič od tega ni pomembno. In tega načela se Dunaj drži še danes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bazenov, cerkev, 1, 2, 3, 3 vrtci, srednja šola, pa 2 teniški igrišči. V 70. letih je na jugu Dunaja v 23. okrožju zrasel neprofitni stanovanjski kompleks Alt Erla. Stanovanja so večinoma primerna za družine, 65% jih ima vsaj 3 sobe, povprečna velikost stanovanja je 75 kvadratnih metrov.
Cene mesečnega najema ta trenutek ne presegajo 8 evrov na kvadratni meter in tudi tukaj so oblasti že pred 50 leti na prvo mesto postavile visok življenjski standard, dostopen večini. S približno 10.000 prebivalci je Alterla ena najgosteje poseljenih dunajskih sosesk, vendar med sprehodom po širokih parkih, ki delijo kolosalne bloke, človek ne občuti prav nobene utesnjenosti. Kako je živeti v soseski, kako izgledajo stanovanja, kakšni so mesečni stroški? Vse to smo želeli povprašati tudi stanovalce, a po več tednih dogovarjanja ostali brez izjave. Na lokaciji smo poskusili še enkrat in tudi tokrat ostali pred zaprtimi vrati. Ne moramo noter. Uradno pojasnilo se je sicer glasilo, da zaradi naraščajočega števila okuženih z novim koronavirusom čas za takšen obisk ni primeren. A kot smo kasneje izvedeli neuradno, stanovalci nad filmskimi kamerami pač niso preveč navdušeni. Tako kot naša ekipa je naselje kot primer dobre prakse v zadnjih nekaj letih obiskalo že na desetine medijskih ekip z vsega sveta. In prav vsi se sprašujemo isto stvar, kako je mogoče, da več kot polovica Dunajčanov živi v neprofitnih stanovanjih. The idea of Vienna's social housing is to have housing projects for the middle class. For example, the average income of an Austrian person is about 25,000 euros per year after tax. And the maximum income that you can apply for a social housing flat is about 45,000 euros. Konkretneje, za neprofitno stanovanje lahko zaprosi vsaka odrasla oseba, katere mesečni neto dohodek ne presega 3410 evrov. Toliko ali manj sicer zasluži kar 75% Dunajčanov. Za dvočlansko gospodinjstvo je meja postavljena pri dobrih 5000, za tričlansko je meja 5750 evrov ali manj. Pogoj je tudi državljanstvo katerekoli države članice Evropske unije in dokazilo, da na Dunaju bivate vsaj 2 leti. Za neprofitna stanovanja lahko zaprosijo tudi osebe s statusom begunca in osebe iz tretjih držav, ki že vsaj 5 let zakonito živijo v Avstriji. So we really try to have as many people as possible to live in social housing projects. Predpogoj za to pa je seveda veliko stanovanj. Temelje dunajske neprofitne stanovanjske politike predstavlja portfelji približno 220.000 občinskih in okrog 200.000 kooperativnih oziroma zadružnih stanovanj. Vsako leto jih v povprečju zgradijo še dodatnih 7.000. 100% lastnik in upravljalec prve kategorije je mesto samo, zadružna stanovanja pa so sicer zgrajena s subvencijami Zvezne dežele Dunaj, vendar niso v lasti mesta niti kakšnega drugega zasebnega akterja, temveč ene od neprofitnih oziroma zadružnih stanovanjskih skupnosti. Če najemniki živijo v zadružnem stanovanju, morajo pred vselitvijo pogosto prispevati tudi finančni prispevek, ki pa se ob prenehanju najemnega razmerja vrne. Mihael Klein je arhitekt in asistent na Dunajski tehniški univerzi. Že 3 leta živi v zadružnem stanovanjskem kompleksu z 38 stanovanji. Varščina je znašala okrog 550 evrov na kvadratni meter, za 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje, denimo 27.500 evrov. Posebnost njegovega doma pa je, da je načrte zanj zrisala kar skupina bodočih stanovalcev. We met as a small group that grew over time in 2014 and we decided that we wanted to live together in a kind of a co-living format. In temu so prilagodili tudi razporeditev prostorov, kar četrtina vseh površin je namreč namenjena skupni uporabi. Po stopnicah se odpravimo v klet, kjer nas pred vhodom v skupno trgovinico na tleh preseneti 5 zabojev svežih marelic. Just buy from the farmers and kind of make jam and then everybody from the house can use it. Odpravimo se skozi trgovinico in zavijemo desno, tudi delavnico in vse, kar se v njej nahaja, lahko uporablja kdorkoli od stanovalcev. If everyone in this house would own a kind of a saw or things like this, no? I mean, it's a ton of money that you have to pay, no? In to ne bi imelo nobenega smisla, razlaga Mihael, medtem ko ogled nadaljujemo v 6. nadstropju, mimo skupnih pisarniških prostorov in skozi prostor za druženje proti veliki skupni terasi. We use it for barbecues, for
for having the children here and things like that. Že v bližnji prihodnosti pa bo tukaj morda stalo nekaj panjev, pripoveduje Mihael, saj je večina stanovalcev izrazila željo po domačem medu. Visok življenjski standard, novogradnja in lokacija nedaleč od središča glavnega mesta. Če so takšna stanovanja denimo v Ljubljani praviloma rezervirana le za najbogatejše, tako kot večina stanovalcev v Seestadu, tudi Mihael in njegovi sosedje za najem kvadratnega metra stanovanja ne plačujejo več kot 9 evrov na mesec. V to ceno so vključeni tudi stroški vode in dostop do interneta. Zakaj tako poceni? Odgovor se skriva v zemlji. In the mid of the 80s, the city government decided that they need a company that does land procurement, far-sighted land procurement. And so the Wohn for Wien, my company, was funded. Javno podjetje Wohn for Wien kot po tekočem traku kupuje različna kmetijska ali opuščena zemljišča, jih komunalno opremi, razparcelira in nato po fiksni ceni 188 evrov na kvadratni meter, 5-krat manj kot znaša tržna cena, proda investitorjem. A investitor ne more postati kdorkoli na podlagi strogih ekoloških, ekonomičnih, arhitekturnih in družbeno-trajnostnih kriterijev, ga na natečaju izbere šele posebna komisija. Ko je izbran, se investitor s pocenim nakupom zemljišča tudi zaveže, da bo na parceli zgradil največ 1/3 tržnih in vsaj 2/3 neprofitnih stanovanj in da jih bo oddajal po ceni, kakršno določi mesto. Posojilo za investicijo pa gradbenemu podjetju priskrbi kar Dunaj sam. As a building constructor, as a non-limited profit organization, you get about 800 euros per square meter from the state as a loan. And you have to pay it back with 1% a year. And you can extend the loan to up to 40 years to pay it back. Vsa do zdaj opisana orodja si morda najlažje predstavljamo kot podporne stebre, na katerih dunajski model stoji ali pade. A ne smemo pozabiti, da tudi podporni stebri potrebujejo svoj trden temelj. V tem primeru je to davek. Polovica odstotka prihodka vsakega zaposlenega in polovica odstotka prispevka vsakega delodajalca. Na podlagi tega davka Dunaj od avstrijske države za namene stanovanjske gradnje letno prejme približno 250 milijonov evrov. And every state in Austria gets this amount of money for the social housing projects, and Vienna puts on top the same amount as they get from the federal money they put on from their own budget. Še dodatnih 250 milijonov, torej skupaj kar pol milijarde evrov letno. Večino sredstev namenijo izgradnji novih in renovacij starih stanovanj, 100 milijonov evrov pa vsako leto namenijo prebivalcem, ki si ne morejo privoščiti niti neprofitnih najemnin. Investicijska vrednost megalomanskega projekta Asperen Seestadt se giblje okrog 5 milijard evrov, trenutno, kot že rečeno, tukaj živi okrog 10 tisoč prebivalcev, a zgrajenega je zaenkrat le 40% celotnega projekta. Do konca leta 2030 bo tukaj živelo približno 27 tisoč ljudi, več kot 22 tisoč jih bo plačevalo neprofitno najemnino. Ocene števila novih delovnih mest se gibljejo med 15 in 17 tisoč. Some of the big houses and big developments, they're so expensive nobody would be able to buy them for living. You buy them for investing. Nobody cares if they're empty or not, but that's not the purpose of building houses, that we should build something else. If we need housing, we should make housing for people who need housing, so it's used. Kurt Hofstetter je krajinski arhitekt in nekdanji glavni dunajski urbanist, danes pa se kot vodja mednarodne gradbene razstave na Dunaju ukvarja s stanovanjskimi projekti, ki lahko ne samo služijo kot model, ampak tudi oblikujejo prihodnost. I think it's completely okay that you have freely financed flats and housing, and if there is an imbalance in the city, it can improve the whole situation because you have more mixture and more different people and also creativity coming in and all, whatever comes. But if one partner just loses this kind of contract that's not written, but it's kind of a societal contract and just goes somewhere, then you have to stop it. Tudi na dunajskem nepremičninskem trgu se garsonjere oddajajo po 800-900 evrov na mesec. Tudi na dunajskem nepremičninskem trgu cene dvosobnih stanovanj presegajo $500 000 evrov. In tudi na dunajskem nepremičninskem trgu se penthousi v središču mesta prodajajo za več milijonov evrov. Toda te številke med Dunajčani ne povzročajo prav nobenega zgražanja. If you're capable for a social housing flat because your income is not too high, most of the Vienna's people say,
why should I pay 20 euros when I can have a flat for 8 euros that has a same or better standard? In še enkrat, te besede lahko izgovorim okrog 3/4 oziroma skoraj 1,5 milijona Dunajčanov. A tudi Dunaj ni brez napak, tudi tu se urbanistom včasih zalomi. Ko so se v Zeštad priselili prvi prebivalci, je vse izgledalo sanjsko, nato pa je pritisnila poletna vročina. In tudi odgovornim je zelo kmalu postalo jasno, da javne površine niso dovolj zelene. When we finished this pedestrian zone last year, the people said, it's less trees, we need more trees, and you see we planted 25 trees. In na javne površine umestili dodatne pršilce, pitnike in vodnjake. V Ljubljani naj bi po ocenah občinskega stanovanjskega sklada ta trenutek primanjkovalo okoli 4000 neprofitnih stanovanj. A to ne pomeni, da neprofitnih stanovanj ni, niti da se nova ne gradijo. To je soseska Novo Brdo s približno 500 neprofitnimi stanovanji. Do konca leta 2026 naj bi jih po Ljubljani zraslo še dodatnih 500. A za razliko od Dunaja, ta stanovanja so in bodo dostopna le zelo ozkemu krogu ljudi. Leta 2019 se je na enega od občinskih javnih razpisov za oddajo 309 neprofitnih stanovanj denimo prijavilo kar 3337 prosilcev oziroma več kot 10-krat več. Tina Gregorič Dekleva je redna profesorica arhitekture na Dunaju in večkrat nagrajena arhitektka. Za arhitekturno realizacijo soseske Novo Brdo pa je letos prejela tudi Plečnikovo nagrado. Zelo dobro poznate tako situacijo na Dunaju kot v Ljubljani. Zakaj nismo Dunaj? Tukaj nam manjka nekaj desetletij aktivnega ukvarjanja s stanovanjsko politiko, ki bi bila v prvi meri širša kot en politični mandat. Manjka nam v bistvu bistveno bolj intenzivno sodelovanje med državo in posameznimi mesti oziroma občinami znotraj države. Ena od težav je tudi, da v Sloveniji še vedno nimamo nepremičninskega davka, čeprav je ta pogosto tema predvolilnih soočenj. Predvsem pa nam manjka več kot 100-letna tradicija pridobivanja zemljišč, ki niso namenjena zgolj obračanju kapitala. Tudi mi letos praznujemo 100 let organizirane stanovanjske gradnje, ampak smo v zadnjih desetletjih v količini gradnje in v bistvu vzdrževanju najemniških in gradnji najemniških stanovanj zamrazili. Kajti uspešna stanovanjska politika ni samo to, da stanovanja zgradiš. Prav tako je pomembno, na kakšen način jih vzdržuješ, predvsem pa, kako ustvarjaš kvalitetne pogoje za bivanje.